Dober dan in lepo pozdravljeni v Delovem podcastu o politiki. Moje ime je Suzana Kos, kolegico Barbaro Eržen pa sva tokrat v studiu povabili Bogdana Biščaka, političnega komentatorja, alpinista, nekdanjega neregistriranega lobista, političnega svetovalca, človek, ki ni nikoli spil v življenju kapljice alkohola in pokadil ničesar. Ja, nisem. Kako to? Je to stvar odločitve ali ne paše? Stvar odločitve, že v rani mladosti, da ne bo ne enega, ne drugega. Po mojem podmamenjem vplivu. Ste bili pridni otrok potem. Še ena oznaka se vas drži, to pa je, da ste glavni operativec Gregorja Golobiča, dolgoletnega strica iz ozadja v slovenskem dogajanju. Strici iz ozadja nimajo operativcev, ampak so sami operativci, če obstajajo. Seveda meni všeč. To je termin, ki so se ga izmislili za svoje politične potrebe v SDS-u. Pridružil se mu je kasneje Borut Pahor in pač neka iznajdba, kot mnoge druge, kulturni marksizem in podobne strani SDS-a, ki so pač ena od dnevno-političnih izmislic, ki naj bi koristila na njihovi poti. Ste pa tudi... Strici iz ozadja na koncu so morda najboljše žene iz ozadja. S kom se več pogovarjajo ti ljudje kot s svojimi soprogami? Pa nikogar ne motijo. Ste pa tudi eden od očetov ideje oblikovanja koalicije ustavnega loka. Najprej bom sam komentiral še eno od napovedi. Neregistriran lobist sem bil zato, ker registracija takrat ni bila možna. Ni bilo še zakona in se ni bilo mogoče registrirati kot lobist. Oče ustavnega loka. Eden od ljudi, ki smo bili zraven, ko se je to formiralo, to drži. Zakaj smo se tega lotili? Morda neka primerjava z zaresom, konec koncev. Nekoliko bolj nazaj, ko so bili razlogi zelo podobni. Takrat smo želeli preprečiti drugi mandat Janeza Janše. LDS je bila očitno nesposobna tega takrat. Po porazu leta 2002 je šlo zmeraj slabše. Situacija v družbi je bila taka, da je praktično vsak predlog Janševe vlade šel skozi brez kakršnega koli odpora, ne samo v parlamentu, ampak v širši javnosti, ker je obstajal strah. In s tem je bilo treba prekiniti in ko smo takrat razmišljali, kako se je žal zdela edina rešitev ta, da se LDS na nek način spravi z prizorišča kot glavno opozicijsko stranko. In takrat smo potem ustanovili Zares in situacija se je v resnici popolnoma spremenila. Kljub temu, da je bilo razmere v parlamentu ostala povsem enaka, se je družbena klima v celoti spremenila. In od takrat dalje so predlogi, ki jih je Janševa vlada pripravljala, šli izjemno težko tudi skozi parlament. Podobno je bilo potem zdaj pri tej zadnji Janševi vladi, ko je tudi obstajala nevarnost, da se mandat podaljša še za 4 leta. In če je bil takrat pri LDS-u, pri Zaresu problem anomija LDS-a, je bil tokrat problem dejstvo, da se niso bile te opozicijske stranke, kasnejše udeleženke v KUL-u, sposobne med sabo nič zmeniti, ker je obstajala tista znana tekma, kdo bo mandatar, kdo bo dobil več glasov in se nam je zdelo, da jih je treba na nek način prisiliti. Ampak to ste bili ljudje od zunaj, seveda. Stranke same se niso zavedali. Nikogar v teh začetnih razmišljanjih, kako to stvar speljati, ni bilo nikogar iz teh strank. Kako ste jim pa potem prodali to idejo kot kaj? S pismom 15 intelektualcev. In verjetno ki jih je pozval k temu, da se zresnijo. In so tudi se zresnili. Začeli so sodelovati, pripravili skupne predloge, zdelo se je, da bodo skupaj na nek način nastopili na volitvah in klima se je začela spreminjati. Ponovno. Sicer stvar ni uspela kasneje z izvolitvijo mandatarja, ampak Janševa vlada ni dobila drugega mandata. Pa ste kdaj res verjeli, da lahko uspejo zamenjavo Janeza Janše med mandatom, ali je bil končni cilj pravzaprav ta, da po 2 letih na naslednjih volitvah on ne dobi novega mandata?
No, zdaj za druge težko govorim. Jaz sem verjel. Zdelo se mi je možno, ne? Tako kot se mi je zdelo možno tudi, da ne bo uspelo. Ne? Saj smo več čas vedeli, kje bo problem. Ne? Pri Desusu in znotraj Cerarjeve stranke. Saj sem že pozabil, ko je bilo ime. SMC, konkretno. SMC, tako je. Ne? In tam se je tudi stvar ustavila. Ne? Še bolj pri Desusu se mi zdi celo kot pri kljub kasnejšem vstopu Erjavca v igro. Ampak ja, zdelo se nam je možno, ne? Optimisti smo, ljudje smo ponavadi optimisti. Pa veste, kaj je zanimivo, ne? Hkrati z vašo idejo, bom pa rekla z idejo, ki je nastala v krogu Gregorja Golobiča, če poenostavim in personificiram, je tudi Jožeta Podamjana. Je v krogu, o Jožetu Podamjanu bomo še nekaj rekli, je v krogu Milana Kučana, če spet personificiram enega Avstrijca iz ozadja, nastala neka podobna pobuda, ne? Mislim, je zanimivo, da se niste vi sami, idejni očetje pobud združevanja proti Janezu Janši bili sposobni uskladiti? Ni bilo potrebe. Mislim, da k temu, kar smo mi pripravljali in pripravili, je to, kar je ta skupina, ki pravite Kučanova, v mojem vedenju ni bila Kučanova, ne? Gotovo so bili tam ljudje, ki s Kučanom komunicirajo, ampak ideja, da postavijo neko programsko platformo, ki so jo tudi postavili, ni nastala pri Kučanu. Ampak pogovor med temi ljudmi, ki so bili del te zgodbe. Ne? Nedvomno je Kučan vedel, da se o tem pogovarjajo, ampak mislim, da ni bil glavni akter, vprašanje ali sploh akter pri sestavljanju tega programskega dela. Tisto, kar smo mi videli problem pri tej njihovi ideji v tem, da je se fokusirala izključno na program. Ne? Jaz sem večkrat rekel, da program je treba imeti zaradi nas samih, tistih, ali pa kulovcev, ki bodo to morali izpeljati, ne pa zaradi javnosti. Ne? V javnosti program ne šteje nič, žal. Ne? In tisto, kar se takrat potrebovalo, je bila nek program akcije, ne pa vsebinski program. Ne? In tega tam pri njih ni bilo. Ne? Tako da ti dve stvari sta na nek način bili komplementarni in eni drugi nista ničemer škodili, koristili sta ena drugi. kako pa ocenjujete to, da se LMŠ in SAB nista uvrstile po tem projektu koalicije ustavnega loka v parlament, Levica komaj, da je to bila kaj, kolateralna škoda? Ne, to je bila kolateralna škoda nastanka Svobode. Svoboda je pač zavzela ta prostor, zato ker je imela mandatarskega kandidata in to mimogrede od vsega začetka, ko smo to štartali, smo se tega vsaj nekateri zavedali, da je ključna zgodba mandatarski kandidat in zaradi tega smo tudi veliko prepričevanja vložili v Jožeta Podamjana, da se je sploh strinjal s tem, da to postane na začetku. Bilo je potrebnega veliko prepričevanja, kdo drugi bi rekel zvijanja rok, kar se je tudi pokazalo, ker je potem komaj čakal, da se lahko umakne iz tega. Bilo mu je zelo neprijetno v tej vlogi se pojavljati. Znotraj KUL-a potem do tega dogovora o nekem skupnem mandatarskem kandidatu, ki bi v veliki meri anuliral potrebo po nastanku Svobode, ni bilo. In potem se je pač ta prostor nastal. Nek mandatarski kandidat se je moral pojaviti na levi strani ali pa na Janševi strani, da tako rečem, se je pojavil in pobral svoje. Ampak ne vem, zdaj ste posredno že odgovorili na to, kar bom zdaj vprašala. Jože Podamjan je, ko je bil še potencialni mandatar KUL-a, off the record, potem pa tudi javno, ko se je pojavil gospod Erjavec, govoril, da so na levi sredini stranke izpraznjene in da je zato potrebna nova stranka. Zdaj, glede na to, kar ste povedali, bi jaz razumela, da v bistvu smo dobili samo kandidata za mandatarja, vsebinsko pa prostor je bil ali ni bil napolnjen iz Gibanja Svoboda? Na kratko, ne. Zdaj pa na širše, zakaj ne? Širše, to ni samo slovenska zgodba, to je vseevropska zgodba levice, ki je uročena s ideologijo neoliberalizma, ki je prežel celoten prostor, od gospodarstva do politike in moram reči, žal, tudi večine medijev, ki tukaj asistirajo. Ne namerno, ampak asistirajo.
bi rekel, da edina prevladujoča ideologija danes v svetu je neoliberalna. Ne? Vse drugo so potniki. Levica se temu ne zna upreti zaradi tega, ker je ves čas pod pritiskom naslednjega volilnega uspeha in obstaja strah, ne, da se spopad s temi preprostimi resnicami o prostem trgu, o socialno-tržnem gospodarstvu in tako dalje, pelje v volilne poraze. Ne. In zaradi tega izgublja. Levica se je reducirala na identitetne politike. Ne. Manjšine, ženske, splav in tako dalje in tako dalje. Ne. Medtem ko cel to polje socialno-ekonomskega področja prepušča neoliberalizmu, da tako rečem. Ne upa se z njim spopasti, ker kot sem rekel, to lahko vodi v volilne poraze. In ta redukcija, ne, levice vodi v oddaljevanje od nekega tradicionalnega volilnega telesa. Danes levico podpirajo glavnem intelektualci. Ne. Kljub vsej retoriki levice, in ne samo retoriki, ne, tudi uspehom na tem njihovem področju skrbi za delavske interese ali pa interese manj uspešnih, manj bogatih ljudi, ne, kljub vsemu temu so njihovi podporniki v glavnem ljubljanski intelektualci. In tukaj se bojim, tudi vsak njihov resen poskus v smeri bolj radikalnega pristopa na to področje, ne, se konča z očitki o ekstremizmu, o radikalnosti, o skrajni levici in tako naprej. Ne. Tako da ne vidim, ne, kako se bodo iz tega ven rešili. Svoboda ni tukaj prinesla nič. Ne. Sprehaja se od problema do problema, tako kot sicer tudi ostale stranke na levici v celi Evropi. In nekega programskega, resnega zastavka za njihovimi dejanji ne vidim. Na koncu ne je sam premier Golob pred nastopom vlade napovedal, pred nastopom stranke celo, da ne bodo ne levi, ne desni. In tu nekje so. Kaj pa učinkovitost vodenja, kako ocenjujete, ker pravite, da se sprehajajo po vsebini, ne, od problema do problema. Kaj pa samo učinkovitost vladanja? Ja, mislim, da tudi tukaj obstajajo resni problemi, ne, ki, če pogledamo nekatere zgodbe iz zadnjega časa, davčna reforma. Kako lahko pride do tega, da minister na novinarski konferenci pove stvari, zaradi katerih je potem ošvrknjen on in odstavljen državni sekretar, ne, davčne reforme, a se o tem prej niso pogovarjali. Ne, so se, samo v javnosti je bilo. Ampak če se nisi dogovoril, ne, potem pač ne greš v javnost. Ne. Stvari se je treba zmeniti. Ne. Mislim, da je bila tukaj težava percepcija javnosti, kako se je odzvala potem na predstavljeno. Ne, problem je, mislim, morda jih je presenetilo to, ja, gotovo, ne, ampak problem v resnici je to, da se gre v javnost z nečim, kar ni usklajeno in dogovorjeno. Ne. Zdravstvena reforma, ne, oziroma odstavitev in odstop, ne, da bom natančen, Bešič Loredana, ne. Da še neprostovoljni odstop. Dan, dva dni prej, ne, se govori o tem, da dokler bo uresničeval programske in vrednostne zahteve svobode, ga bomo podpirali. Ne. Naslednji dan se pove, da obstajajo razlike, ne, med stranko in Bešič Loredanom. A se prej o tem niso pogovarjali? Sumim, da res ne. Da je vse ostajalo na ravni teh nekih splošnih programskih zasnov, kakšna bo ta reforma izgledala, ki so bile tako zelo splošne, da so lahko jih vsi podprli. Ne. Ko je prišlo do resnih izpeljav, ne, so se pokazale razlike, za katere večina ni vedela, ne, očitno. Ampak kje pridemo tukaj do težave, do tega, kar ste omenjali, program, ki ga stranka potrebuje zase, pa ga pred volitvami več kot očitno ni imela? V marsičem ga ni imela, seveda. Zaradi tega so tudi ti očitki, ki se z desnice pojavljajo, ne, da programsko vlado vodi levica, ne, do neke mere upravičeni. Ne. In to zaradi tega, ker so edini, ki imajo te resne programske, včasih celo doktrinarne zastavke, ne, v politiki. Drugi jih pač nimajo. Ne.
Dobro, načeli smo že Levico. Kako vidite to njihovo pokongresno dogajanje? Lahko ta stranka preživi, če se odločijo za menjavo na čelu koordinatorja? Dvomim. Ne? Želim si, da ja, ker se mi zdi, da je možno, da se bodo to odločili, ne? Ampak dvomim. Ne? Glede na to, da so trenutno na meji, ne? In da je Luka Mesec njihov glavni govornik, ne? Bi rekel, da težko. Ampak to, ki bi rad se vrnil nekoliko nazaj, kar se Levice tiče, ne? In to je včas pred volitvami. Ne? Če se spomnite, potem po KUL-u smo formirali tudi tako imenovano demokratično alternativo. Ne? In smo imeli pogovore z levimi strankami. Ne? Jaz sem si takrat želel, da bi predvsem Levica, ker se mi je zdelo to pri bolj tradicionalnih strankah predvsem manj možno, ne? Da bi se Levica odločila, da naredi korak naprej. Levica je v tem svojem obstoju prostor pomaknila v levo. To je uspelo. Ne? Tudi SD se je morala prilagajati njihove retoriki in se pomikati bolj v levo zaradi tega, kar so oni zastopali. Ne? Ampak zato, da bi naredili korak dalje, ne? In v politiki v resnici lahko pomeni nekaj več kot majhno pomikanje prostora, ne? Se mi je zdelo, da bi morali izstopiti iz te svoje druščine prijateljev, ki so formirali nekoč v preteklosti kot mladi fantje, ne? Neko platformo, vsebinsko platformo, in pridobiti nove ljudi, ki bi kazali, da mislijo resno z vstopom v vladno politiko, z formiranjem neke politike, ki lahko kot vladna politika postane celo vodilna. In bilo mi je jasno, da tega ne morejo narediti, če ostanejo pri tem, kar so trenutno. In tudi, ko smo imeli te pogovore, se o tem tekli pogovori na neki precej bolj blagi ravni, kot jaz zdaj to govorim, ne? Ker in pameti ne moreš soliti od zunaj. Ne? Ampak niso se za to odločili. Ne? In ostali pri tem, ker so bili, in po mojem mnenju tudi plačali za to ceno. Ne? Oni so ostali protisistemska stranka, kar se mi ne zdi problem, ampak je premalo. Protisistemska stranka lahko vladna stranka? Ali so oni potem... Se je, ne? Ja. Se je, ampak ima zaradi tega probleme, ne? Zdaj kot vladna stranka. In njihova prihodnost se mi v trenutku, ko so vstopili v vlado, pa niso mogli nič drugega narediti, kot da so vstopili v vlado, da se razumemo, ne? Zdi problematično, ne? Oziroma težka, ne? Ostati protisistemska stranka in zadržati svoje volivce, ne, pomeni znotraj vlade delati probleme, ki pripeljejo do tega, kar se je zgodilo v prejšnjem mandatu, ne, ko sicer niso bili vladna stranka, ampak njihov izstop pripeljal do konca. Ne. In tega zdaj ne bojo naredili. Ne. To je jasno. Pri tisti izkušnji je ta opcija nemogoča. Ne. Biti vladna stranka pomeni najprej notranje probleme, ki so se jim pojavili zdaj, ne, pri novih volitvah, ne, in pojavlja se problem z njihovimi spet tradicionalnimi volivci. Ne? Tako da dobre opcije za njih ne vidim. Dobre opcije so imeli pred volitvami. Imate občutek, da se niso odločili za to sodelovanje, prav zaradi tega, ker ste nekateri prihajali iz nekdanje LDS? Da bi bilo to dojeto spet nov korak proti sredinjenju, kot pravi to levo krilo stranke? Govorite, sprašujete za Levico? Ja. Moje mnenje je, da je glavni razlog, da se niso odločili zato, ker se fajn počutijo v situaciji tej notranji konstelaciji, ne v situaciji celotne politike, ne, ampak v notranji strankarski konstelaciji, kakršna je. So fantje, kot sem rekel, ki se dolgo poznajo, ki vejo enega drugega pomanjkljivosti in prednosti in ki so na nek način tudi prijatelji. Ne. To je moje opazovanje in se mi zdi, da je to glavni razlog. Seveda, ja, ko so se pogovarjali o tem, kaj narediti, se gotovo niso pogovarjali o tem, mi smo prijatelji in ostanemo prijatelji, ampak se pogovarjali o tem, da novi ljudje lahko pomenijo programske spremembe, ki si jih ne želimo. Ne? Ampak zdaj so z njimi soočeni, ne, v vladi. Na nek veliko bolj neprijeten način, kot bi bili, če bi takrat naredili to potezo. No, nekih novih ljudi oziroma novih starih ljudi se bojijo ali pa ne želijo niti v Gibanju Svoboda. Sami veste, da, ali pa bomo sprašali tako, ali veste, da
v tem možnem Golobovem krogu prevladuje stališče, da 4 stricev iz ozadja, ki so vplivali na dogajanje v Sloveniji v preteklih letih, ne bodo več pustili zraven. Zdaj, omenila sem že 2, eno je gospod Milan Kučan, drugo Gregor Golobič, 2 mi pa še falita, jih pa še nisem našla. Ne vem, ali to recimo... Ne, zato njihovo, če res obstaja tako mnenje, nisem vedel, ne? Da si ne želijo, da Gregorja Golobiča niti oddaleč ne spustijo blizu. Ne spustijo blizu, si Golobič ne želi blizu. Ne? Ampak pri njih obstaja ves ta fantomski strah, ne? Pa ne samo pri njih, že prej. Povedal neko zgodbo, 2 meseca pred volitvami, ko je SMC zmagala, ne? Sem prosil Mira Cerarja za sestanek. Midva sva, ker sem bil v parlamentu, generalni sekretar, on pa svetoval za pravna vprašanja, imela zelo veliko izjemno dobrih pogovorov, na upravna vprašanja, ne? In sva uživala v pogovoru z njim in to je bil razlog, da sem se lahko sam pri sebi odločil, da ga prosim za pogovor. In v tem sestanku to je bil čas, ko se je še odločalo, ali se bodo nekatere stranke levice povezale, takrat je šlo že Šoltesovo stranko, tudi zares je bil v igri, ne? Ali ne. In takrat sem želel povedati, da tisto, kar njemu v nadaljevanju grozi, potem, ko bo zmagal volitve, ne, ker to, da jih bo zmagal, je bilo več ali manj jasno, ni Janševo nagajanje, ne, ampak razlike, ki se bodo pojavile na levi strani, ne, in da bodo vsi tisti, ki bodo ostali zadaj, veliko bolj kritični v njegovih potez, kot bodo, če bojo zraven, ne. Ni slišal tega, kar sem jih govoril, ne, in na koncu se mu je seveda točno ta problem pojavil, ne. In jim gre tudi Svobodi, se zdi, da problem pojavlja, ne. Niso želeli nikogar zraven, jaz sem to zmeraj imel za nek znak ene velike nesamozavesti, ne. Ne razumem, zakaj bi... Ali pa zameri iz preteklosti, ker menda se je gospod Golobič, ko je bil gospod Golob še državni sekretar za energetiko, želel vtikati v kadrovske zadeve, ki jih je on pokrival. Glede, tudi Kučan in Drnovšek sta lahko imela veliko zamer iz preteklosti en do drugega in sta bila zmer zmožna razumeti, kaj pomeni eden in kaj pomeni drugi, ne, en drugemu. V čem je njegova pamet koristna za jo uporabiti. Ne? In ko si predsednik vlade, ne, res ni potrebno, da si nesamozavesten. Ne? Vsako mnenje je samo mnenje. Ti si tisti, ki se na koncu odločiš, da ga boš upošteval ali ne. In če kdo misli, da mu pogovor... Prosim? Gospod Golob se vam zdi nesamozavesten. V tem pogledu ja. Ker sicer deluje ravno obratno, da ima probleme z egom. Se strinjam, ne? Ampak v tem pogledu lahko, da je kaj osebnega med njim in Gregorjem Golobičem, med njim in Kučanom nima biti kaj osebnega, ne? Sam si je zabil avtogol s tisto izjavo o Kučanu, ki je streljanju kozlov, ne? In s tem tudi na nek način predvsem onemogočil, da bi kdaj njegove nasvete poslušal, slišal, ne poslušal. Tak saj slišal je tega o spomeniku. Spomeniku osamosvojitve. Ja, in okej, v redu, da ga je slišal, ne? Skratka, jemljem to za nek dokaz nesamozavesti in strahu, da se bodo pojavili očitki, da nekdo tretji vodi to politiko. Vlade te, Cerarjeve, Šarčeve na koncu, zgodba je bila tam zelo podobna, ne? Nikogar od nekdanjih politikov, ki smo delali z Drnovškom koncu in se kaj naučili, se jim ni zdelo vredno nikoli poslušati, kot se ne zdi tudi temle. Pa sam nisem nikoli poskušal čisto nič svetovati in po mojem vedenju tudi Gregor Golobič nikoli ne. Imate občutek, da ne želijo prisluhniti tudi zaradi tega, ker se nenehno spopadajo z očitki, da gre pravzaprav za reinkarnacijo LDS-a. Mislim, da so našteli 7.0 bi mogla biti Svoboda po tem takem. No, ta očitek je za njih zelo pretiran. Ne gre za reinkarnacijo LDS-a. Jaz bi vas sam rad spomnil na hitro, kdo so bili ministri v LDS-ovih vladah, pa primerjajte s sedanjimi, ne samo to ekipo, ampak preteklimi 3-4 ekipami, ne. Dr. Gaspari, Senjur, Pavle Gantar, Tone Rop,
Slavko Gaber in tako dalje in tako dalje. Ne. Na drugi strani LDBS je bila zmeraj sposobna inkorporirati ljudi, ki niso nikoli postali člani stranke. Ne. Mitja Gasparič, prav se ga šteje za LDS-ovca, nikoli ni bil član stranke. Ne. Senior tudi ne. In nismo nikoli imeli problema s tem, da bi bili ljudje, ki se ne usklajajo s stranko, ministri ali pa državni sekretarji, zavzemali druge funkcije. Dan danes je to problem. Ne. In tudi to se mi zdi nek znak nesamozavesti in strahu, kaj bo prišlo od zunaj. Ne. Ostanimo znotraj tega, kar smo. To pač pripelje do rezultatov, ki niso najboljši. Zdaj se neuradno govori, da nas čaka vroča politična jesen. Na eni strani naj bi zaropotali gospodarstveniki zaradi dodatnih obremenitev, sindikati, plače. Zgodila pa naj bi se tudi po neuradnih informacijah rekonstrukcija vlade. Če bi vi dobili možnost svetovanja gospodu Golobu, kaj bi mu svetovali, koga naj zamenja pod nujno? Je to finančni minister? Zdravstvenega je že, tega ste si zagotovo želeli. Jaz ne bi rad delal krivice posameznikom. Ne. Po enem letu se mi zdi, Če nočete imeti, pa rečete, da ni ključni problem, kdo so posamezni ministri. kaj pa koordinacija? Ja, zaenkrat, tudi o tem, kar smo prej govorili, ne, kako prihaja do tega, da se pojavljajo tako različne informacije 2 dni prej, pa 2 dni pozneje, o tem, koliko smo usklajeni oziroma kako gre stvar v pravo smer. Poznate to zadevo v najnovejšem fiasku neusklajenosti oziroma pravzaprav ne vem, kaj se je dogajalo v zvezi s stališčem do nekega zakonskega predloga na področju migracij? Ste brali to? Sem bral ravno danes tik pred odhodom na tole, ja. Ne? Poslanci KUL-a so podpisali in dali na ustavno sodišče, ministri KUL-a zdajšnji pa pravijo, da je ta zakon uskladen z ustavo. Stališče Bral sem tudi pojasnila, ne, ki sicer ne upravičijo tega lapsusa. Ne. Lapsus ali fiasko? Mislim, fiasko je po moje pravi izraz za to. Fiasko bo na koncu. Če bo tudi parlament, ne, oziroma parlamentarni odbor sprejel enako stališče kot vlada, tam imajo še možnost popraviti. Ne, in to za pač argumentacijo, ki so jo ministri povedali. Ne. Glasovali so v paketu in vem, kako gre glasovanja na vladi, ne, velikokrat v paketu, ki ga pač ne prebereš. Ne. Bo pa zanimivo, ne, ker se govori, da gospod minister za notranje zadeve Poklukar in gospod Golob se strinjate. Tukaj če je to res, me to skrbi. Ne. Jaz sem prvič pomislil, da bi Golobova vlada, ali pa da je Golobova stranka, tako bom rekel, ni zgolj nek PR-ovski projekt. Ne. Pomislil trenutku, ko je Golob dal izjavo, da bodo podarili žico na meji. In to zaradi tega, ker je bila ta izjava dana v trenutku, ko ni bilo jasno, ali jo bo javnost sprejela pozitivno ali negativno. Ne, ta premik se je zgodil zdaj na tako rekoč istem problemu, ne, če to drži, da se Golob s tem strinja, to, da je na MNZ tako stališče, me ne preseneča. Zakaj ne? Zato, ker so tam ves čas isti ljudje, ki to stvar peljejo. Dobro, ampak minister je pa iz DMŠ-ja. Minister je pa pač minister, ne, nekdo, ki pride in odide. Oni, ki to peljejo, pa tam ostajajo, ne, in znajo že minister razložiti, če je to minister, ki ni ravno minister, ne, da tako rečem. Kaj hočete to reči, da ga zdaj vodi Damir Črnčec, recimo? Ne. Kaj pa da je slab minister? Če to spustil skozi, dober ni. Za moje pojme. Ne. In skratka, ne preseneča me, da je stališče MNZ tako, če je Golob to kupil. Na tem istem področju, ker sem prvič, kot sem rekel, dal Svobodi možnosti, da iz nje nastane res neka spodobna stranka, potem sem razočaran, tudi na tej točki. Mislite, da še lahko postajajo neka spodobna stranka? Je še dovolj časa? Ja, časa je dovolj. Ampak je potrebno. Tudi nočem reči, da so nespodobna stranka, da se razumemo. Ne? Nekatere
stvari, ki so se spremenile, o katerih Golob govori in ki se tiče bolj načina funkcioniranja do institucij izven vlade, ki so popolnoma drugačne, kot so bile pod Janšo, zato mu nedvomno gre zasluga. Ampak zato, da bi postali stranka, ki pelje stvari naprej in se ne pusti voziti toliko stvari, ki zna zastaviti programsko in potem to tudi peljati, tudi z odstopanji, ki so marsikdaj v politiki potrebna, zato bi morali v prvi vrsti, in mislim, da je to izključna zadeva, rešiti vprašanje zdravstvene reforme, ki pa je zalogaj, za katerega ne vem, kako ga rešiš. Ko sem vas prej vprašala, koga je bilo treba zamenjati, niste hoteli odgovoriti. Potem v nadaljevanju ste... Pa 2 ministra pohvalil, če smem. Čakajte, samo da končam, pa ste pohvalili. Zdaj bili ste kritični do notranjega ministra, pa vas bom vprašala zdaj drugače. Se vam zdi za to jesensko rekonstrukcijo vlade, da je potrebna zamenjava na posameznih ministrstvih, pa ni treba biti konkreten, samo to me zanima, ne? Poleg spremembe, ki se je že zgodila na zdravstvu. Da pridobi boljše ljudi, kot jih ima sedaj, da. Ampak zagotovo ne pa zamenjava, ker zamenjaš ministra, potem začneš pa iskati. Kar se dogaja sedaj z zdravstvenim. Če bi sam delal rekonstrukcijo vlade, bi jo delal izključno na točki, da se to zgodi v enem tednu. Zgubljenje časa, da ne govorimo celo morebitnem zmanjševanju števila, kar bi zahtevalo spremembo zakona, in morebitni nov referendum. Se vam zdi to realno, da bi šli v to? Mislim, zdi se mi možno, da bi v to šli, bo pa napaka, po mojem mnenju, zaradi tega, ker jim bo vzelo spet en kup časa, en kup zafrekanci strani ne samo opozicije, ampak tudi medijev. Sploh manj kot leto po referendumu. Ja, seveda, in da ne govorim o tem, da se znajo Unije izkuhati še en referendum na tej točki, ker jim bo vzelo potem 6 mesecev, za to, da to speljejo. Jaz bi rekel, boh ne daj. Ker se tiče pomenjave ministrov, če dobijo boljše kandidate in ne bo jih lahko dobiti v situaciji, kakršna je, ker se javno mnenje obrača v nepodporo vladi počasi in se seveda tudi pri ljudeh pojavlja skepsa, kaj bom pa lahko naredil, če grem za ministra, sploh za zdravstvenega ministra. Ampak če dobi boljše ljudi in če to dobi preden ministre zamenja, potem Glede na to, kako trenutno tečejo stvari, ali pričakujete na naslednjih parlamentarnih volitvah, bom tako vprašala, ali najprej pričakujete Anžeta Logarja svojo stranko in ali pričakujete še nek novi liberalni levo-sredinski obraz? Torej, ker se Anžeta Logarja tiče, ne vem, ali bo naredil stranko, saj tega, če rečem malo ironično, še Janez Janša ne ve. Ta trenutek. Logar pa še manj. Ali bo iz tega nastala nova stranka ali ne, bo odvisno od neke trenutne odločitve pred volitvami, ki bo kazala na to, preverjanje bodo gotovo delali, ali se to izplača ali ne. Koliko glasov ta stranka vnese SDS-u in koliko jih na drugi strani prinese ne SDS-ovskih glasov. To bo računska kalkulacija, povsem racionalna, koliko bo točna, ne bo mogel nišče vedeti, ampak odločitev bo padla takrat in ne zdaj. Zdaj so pripravili teren, ki to možnost dopušča. Kaj se bo zgodilo, bomo videli. Ali bo na levi strani nastala neka nova opcija, je pa seveda odvisno od tega, kaj se bo s Svobodo zgodilo do takrat. Koliko bo kazala sposobnost, da ponovno prepreči še Janšov mandat, in koliko bo ta vera do takrat usahnila. Kaj pa vas osebno še mika povratek v politiko? Ne, raje plezam. Plezanje ni nikoli prevroče in ne prehladno. Ne, marsikdaj prekledo. Prevroče, pardon. Prehladno pa redko kdaj v resnici. Pogosto, ko sem vas sklicala, pa ponavadi vedno, ko vas skličam za kakšen komentar, ali plezate po, ne vem, ledenih slapovih, ali kaj, če sem se prav zapomnila, naturno smučanje, ne vem, ne marate morja. Preden končamo, bi vas vprašala vseeno še nekaj. Bili ste tudi... Lahko še nekaj rečem na to temo, preden vprašate.
ko je nastajal KUL, in potem kasneje, ko se je pojavila demokratična alternativa, se mi je ponovno vstop politikov zdaj možen. Ampak samo znotraj neke ekipe, znotraj katere bi videl, da so ljudje, s katerimi obstaja upanje na neke programske in akcijske preboje. Tega zdaj ne vidim, tudi potem, ko so ti pogovori, kot sem povedal, s temi strankami propadli, ne bi se vključil v politiko, da ne govorimo o tem, da tudi nobene želje na drugi strani ni obstajalo za kaj takega, za nobenega od nas, ki smo bili v programski alternativi. Ampak tudi sam ne bi v takem labilni situaciji, ker v resnici ne veš, kaj se bo izcimlo. Sam sem na teh pogovorih programske demokratične alternative govoril zmeraj, da preden bi delali novo vlado, pa koalicijo, bi morali sestaviti proračun. Proračunski pogovori pokažejo v resnici na razlike. In če je kdo pripravljen dati prednost in kdo ne. Vem, da je to utopično, takih pogovorov pri sestavljanju koalicije ne bo, ker bi trajali mesece in mesece verjetno. Ampak to bi bila ena taka resna garancija, da razmišljamo v isti smeri in da se ne bomo potem skregali ob ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, recimo. Se pravi. In od zdaj naprej zaenkrat take situacije ne vidim. Skratka, ko sem rekel, da me ne mika in da ne bi šel v politiko, sem mislil na trenutno situacijo, ki je taka, kot je. V neki utopični varianti, ki je ne bo, pa ja. Se pravi, če smo vas pravilno razumeli, če bi se takrat pred 2 letoma dogovorili z Levico, če bi na eni in drugi strani obstajal interes, bi vas lahko zdaj gledali nazaj v politiki? Aktivno. Potencialno lahko, da. Ja. In mogoče se bo to zgodilo tudi v prihodnje. Ne bo se. Ok, ste pesimistični. Ja. Samo še mogoče zadnje vprašanje, ker nismo nič rekli o vaši lobistični dejavnosti. Tako, ko se spomnim, vas ni motilo pri svetovanju in lobiranju, kakšne politične provenience so vaše stranke. Ne bom zdaj omenjala imen, ampak vas bom vprašala, če ste delali na način, kot so delali recimo nekateri lobisti za Gorenje v času, ko ga je vodil Franjo Bobinac, za mir, za medijski mir, ker vem, da ste delali tudi z novinarji, zato vas to sprašujem. Za medijski mir so mi poslali nekega posrednika, ki mi je v zameno za to, da ne bi pisala o težavah Gorenja, ponujal ovadbe, ki jih obdeluje NPU. Ste tudi vi kdaj kakšen tak prijem uporabili? Mislite, da priznal, če bi ga? Ne, seveda ne. Nisem. Jaz sem, in to je za politiko morda slabost, zmeraj naivno verjel v moč argumentov. In kar sem delal kot lobist, sem vse delal na tej podlagi. Mislim, da znam dosti dobro prepričevati na ta način in da bi bil zelo slab na te načine, ki jih vi opisujete. Da človek se mora svojih omejitev zavedati. In na tej točki mi gotovo obstajajo omejitve. Ne samo pri teh spornih metodah, ampak tudi pri nekih, kako bi rekel, poskušanjih iracionalnega, čustvenega vplivanja na ljudi. V lobiranju se mi zmeraj zdaj pomembno prvič definirati, kaj je resničen problem z naročnikom, kaj je zaželjeni cilj, preveriti, da je ta cilj možno doseči z odločevalci in svetovati klientu, naj se mu odpove in ga spremeni, če je to potrebno. In potem z nekimi argumenti, ki se ne tičejo interesov klienta, ampak interesov politike, ki je zmeraj v tem, da neko odločitev predstavi kot družbeni interes, v tej smeri prepričevati politiko. Malo za šalo ste kdaj v svojem lobističnem delovanju srečali gospodično Tino Gaber? Zakaj se smejete? Toliko mlajša od mene, po mojem, da bi jo težko srečal. A končamo? Nič nismo rekli o opoziciji. Ja, no. Opozicija je destruktivna, absolutno se bomo vzeli čas še za Janeza Janšo in NSI. Verjamete, da NSI ne bo nikoli več koalirala z Janezom Janšo? Ne. NSI je v resnici v zelo težavnem položaju, na nek način podobno težavnem kot Levica zdaj v vladi.
ne, imajo samo slabe opcije na razpolago. In to, za katero so se odločili, ne, in ki je meni všeč, ne, in to je, da delajo distanco do SDS-a in do njegovih radikalno desnih in maščevalnih politik, seveda se mi zdi ok, kot nekomu, ki je zelo kritičen do SDS-a, ne. Ampak ta pot je zelo tvegana. Ne. Enkrat so že šli po njej in izgubili. Ne. SDS ima na razpolago vse medije, ki obvladujejo ta prostor, ima na razpolago procente na koncu koncev, ne. Ima na razpolago podporo cerkve. In v tej pozi zdržati bo izjemno težko. Ne. In se mi zdi zelo možno, da bodo verjetno po volitvah morali ponoviti potezo, ki so jo takrat, ko so odstavili Ljudmilo Novak. In če bo Tonin vztrajal na tej poti, se mi zna končati enako. Žal. Ja. Kaj pa te besede nenehne Janeza Janše o državljanski vojni? Kako razumete to? Vas to skrbi? Pri Janezu Janši, ne, mislim, da je ena stvar prevladujoča, ne, in to je njegova politika je motivirana s krivico, ki se mu je zgodila takrat v 90-ih, pred 90. letom, ne, s tistim procesom na vojaškem sodišču. Nedvomno velika krivica, ne, ampak žal je ni znal ponotranjiti oziroma narediti neke distance. Pravilno kanalizirati, ne? Ja, in tako da so njegove, takrat nekako razumel, da se je zarotila ne samo vojaška in beograjska politika zoper njega, ampak tudi takratna slovenska. In zdaj se pač maščuje za to krivico, ki se mu je takrat zgodila. Ne. In v tem je zmer bolj radikalen. Ne. SDS na koncu tudi on prišel pot iz komunistične stranke v liberalno, potem v socialdemokratsko in iz te socialdemokratske zdaj naredil skrajno desno stranko, to je pač moja ocena. In njegove poteze, da morda kot zanimivost, kot ljubis, nisem nikoli libiral pri SDS-u, ker ni bilo treba. Kako bo SDS glasovala, se je zmeraj vedelo. Glasovala je tako, da bo škodovalo levici. Ne? Oziroma v nasprotju s tem, kar bo levica predlagala. Ne? In to je bilo več ali manj jasno. In tako ravnajo tudi sedaj. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki ima ukinitev, izrazito podporo v javnosti, oni gredo proti. Z argumenti, ki evidentno ne stojijo. Nasploh je problem z SDS-om v tem, da ne samo v njenih politikah, v tem, da prevzema neko retoriko, ki zamenjuje pomene besed. Z njimi se postaja počasi nemogoče pogovarjati, ker besede ne pomenijo več isto nam in njim. Njihova govorica je na nek način orwellovski nov rek, postaja, ne? Ker je vojna mir, laž resnica in tako dalje in tako dalje. In njihova politika, nasprotju s tem, kar se govori, da je Janša veliki strateg, se mi zdi v tem smislu z njihovega gledišča pomanjkljiva oziroma škodljiva, ker ves čas nagovarja samo njihove trdo volilno bazo. In oni se na ta način pač ne bodo mogli premakniti iz situacije, v kateri so. Zato na koncu koncev tudi zdaj ustvarjanje Logarjeve platforme, Ruparjevih upokojencev, ker je to edini način, da nekako še prevzamejo vlado, če jim bo ta manipulacija z javnostjo uspela. Dan je nazaj sem brala intervju s poslancem SD-ja, gospodom Zrimom, ki govori o tem, da je treba preseči te razkole v slovenski politiki. Če se bi strinjali s tem, bi rekli, da je to mogoče samo, ko Janeza Janše ne bo več v slovenski politiki, ali je to utopična ideja mladega, neizkušenega politika? Ne, ni utopična, ampak v resnici pa pogoj zanjo, da Janeza Janše ni več v slovenski politiki. In to ne zaradi njegove politike, ampak zaradi njegovih osebnostnih lastnosti oziroma tega, kar motivira njegovo delovanje, kar sem prej opisal. To se spremenilo ne bo, v resnici se radikalizira. Že pred zadnjimi volitvami so bile jasno, da so njihove ocene, njihove, da so njihove pretekle
pretekli porazi povezani s tem, da so bili premalo radikalni v odnosu do globoke države, udbo mafije, komunistov in tako naprej. In to se spremenilo ne bo. Ne? In to njihovo stalno vlečanje preteklosti, komunistov, je Don Kihotovski knino na veter, ne vodi nikamor drugam kot v delitve. Če morda zaključimo še s tem, verjamete, da se je Janez Janša pred prihodnjimi parlamentarnimi volitvami pripravljen umakniti, oziroma da se bo umaknil z vrha stranke? V resnici ne vem. Mislim, bolj dvomim kot ne. Njegove izjava dana pred leti, ker je obljubil, da se umakne, če bo bruto družbeni proizvod v času, mislim, da Alenke Bratušek vlade dvignil za 2-3%, da se bo umaknil, je šla mimo, kot da je ni bilo. Nasploh jim je izredno lahko izrekati laži. Če sam spomnim na zadnjo izjavo pri tem ustaškem podporniku Bujancu, o Kučanovem dodatku in to osamosvojitvenem dodatku plače, ki je 5.000 evrov, pri čemer cela njegova pokojnina ne dosega tega zneska, kaže, kako zlahka jim gre to z jezika. Vedo, da se bo razkrilo, da je laž, ampak vedo tudi, da jim bojo njihovi trdi podporniki, katere ves čas nagovarjajo, kot sem rekel, bodo verjeli, ne glede na to, kakšna bo resnica. Dobro. Končajmo zdaj z resnico tokratni podcast. Jaz se vam zahvaljujem za to, da ste se odzvali našemu vabilu. Vam želim čim več hladnih juter ali kdaj plezate tudi kolegi. Okay. Mi pa se vidimo čez 3 dni. Hvala za pozornost in nasvidenje.